Pekrah pri Mariboru se bo spet smejalo. Na že 9. festivalu komedije bo namreč nastopilo 9 skupin iz Slovenije in zamejstva. Več o festivalu s rektorjem Radom Pavlecem. Gospod Pavlec, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. 9. zapored začnete ta petek, 1. in vse tja praktično do konca marca bo do Pekre polne smeha. Kaj prinaša sam festival v, kot rečeno, 9. izdaji? Ja, 9. festival prinaša spet 8 tekmovalnih predstav, tako da se začne 1., konča 24. marca z podelitvijo nagrad. Seveda imamo mi tudi nagrade za najboljšega komedijanta, komedijantko, za najboljšo predstavo, za najboljšo režijo. Skratka, smo pravi festival. Ljudje pričakujejo ogromno smeha v teh težkih časih in to jim tudi zagotavljamo, da bojo dobili. Kot rečeno, prihajajo skupine iz celotne Slovenije, namreč festival je že zdavnaj prerasel neko lokalno raven, tudi iz zamejstva, konec koncev. Kakšna je bera? Ste imeli težko delo kot selektor? Delo je zelo težko. Predvsem je težko zato, ker če smo na začetku komaj zbrali 8 predstav, jih zdaj se prijavi tudi preko 30 skupin in zdaj izbrati 8 je zelo težko. Posebno mi je pa težko, zato ker moram te ljubiteljske skupine tudi odpovedati nekaterim. In to je hudo, ker vem, koliko ljubezni, koliko dela, koliko prostega časa so vložili v to delo in na koncu ne pridejo na festival. Ampak vsi pač žal ne morejo. Kot rečeno, gre za ljubiteljske skupine, pa vendarle je ta meja, ko človek gleda predstavo med ljubiteljskim gledališčem, med ljubiteljsko skupino, med predstavo ljubiteljskega gledališča in kakšno profesionalno, zelo tanka. Je kakovost pri predstavah, ki bomo lahko videli na 9. festivalu komedije, res tako dobra? Moram priznati, da je. Sama kvaliteta teh ljubiteljskih skupin se dviguje. Nikakor nočem se primerjati z drugimi festivali, nikakor nočem primerjati ljubiteljskih igralcev z profesionalci, ker to je zelo hud udarec, ne za ljubitelje, ampak za profesionalce. Ampak moramo pa povedati, da je tudi en vzrok temu, da se kvaliteta tako kar hitro stopnjuje, to, da sodelujejo prav profesionalci z temi ljubiteljskimi skupinami, od režiserjev do tudi profesionalnih igralcev. Tako za voljo profesionalcev v bistvu se nekako zvišuje nivo teh ljubiteljskih, ki včasih niste tako profesionalci dobro sodelovali z ljubitelji. Ste se kar malo nazaj držali ali pač? Ja, ne vem, ali je bilo morda malo tu razkoraka med tistim profesionalizmom in ljubitelji. Zdaj pa se je to kar zbližalo in je hvale vredno, da se tako sodeluje, ker edino s tem dobivamo tudi kvaliteto in moram reči, da je festival iz leta v leto kvalitetnejši, boljši. Tu imamo recimo eno skupino Peker, pa ne zato, ker je Peker pa Maribor tako blizu, ampak zaradi tega, ker Tone Partlič, ki tam dela, iz leta v leto dela s to skupino in to se prav pozna, kako nekdo lahko dvigne kakovost takšne skupine. Pred leti smo lahko slišali tudi uradno potrditev Borštnikovega nagrajenca, da je komedija eden najtežjih žanrov za igrati. Gre za ljubiteljska gledališča, gre za festival komedije. Zakaj ljubiteljska gledališča izberejo ravno enega najtežjih žanrov? Ja, zberejo ga predvsem zaradi publike. Zato, ker pri publiki je smeh vse. Če bi hoteli igrati tam težke stvari, drame, potem prvič ne bi imeli občinstva veliko, ker v dramo težko hodijo gledati. Pri komediji pa jih le to potegne. Je pa na drugi strani to, da je komedijo veliko težje igrati kot dramo. Ljudje, ki se ne spoznajo toliko na gledališče, si ne morejo misliti, kako je težko komedijo odigrati. Da je komedija vedno dobro zaželena, dokazuje tudi to, da je sam festival komedije v Pekrah vsako leto znova popolnoma razprodan, da je praktično težko dobiti karte na sam dan predstave že kakšen dan prej. Sicer, kot sva omenila, 9 predstav oziroma 8 tekmovalnih in ena dodatna, kje lahko najde ljudje podrobnejše informacije, namreč predstava je kar nekaj, kje je tudi možno kupiti vstopnice, da ne bodo ostali pred samim kulturnim domom v Pekrah. Ja, tukaj imamo
imamo napisano neko razne ulice in tako dalje, ampak to se na spletu najde in potem 1 uro predstavo pa se dobijo vstopnice tudi v samem Tako v Pekrah. dvorani. Najlepša hvala za obisk, uspešno delo še naprej. Naj bo še naporno, ne? To pomeni, da so vendarle dobre amaterske skupine, ki ustvarjajo dobre predstave. Veliko smeha si bomo zaželeli v Pekrah, vsekakor se tudi vidimo pri vas pridemo obiskat. Enako ste povabljeni, da pridete. Hvala lepa.